Atene v pozabo, prioriteta je državno prvenstvo. S to miselnostjo se je skoval načrt za zadnjo prvenstveno tekmo na domačem igrišču v jesenskem delu, ki se ni mogla končati drugače, kot smo bili vajeni. V koledarskem letu je to bila ligaška tekma številka 17 v Ljudskem vrtu, končni izkupiček pa zdaj 14 zmag, 2 neodločena rezultata in samo en poraz. Danes smo kar nekaj igralcev odpočili oziroma moštvo je bilo sveže, se je videlo od prve minute. Ključno v teh trenutkih je, da so fantje pripravljeni razumeti, da je potrebno rotirati in to dela zelo dobro. To kaže tudi število točk, osvojenih točk v prvenstvu. Agresivnost od prve sekunde je bil recept za nedeljski dvoboj s tekmeci iz Kopra. Kako odločno se je šlo iz slačilnice, je pokazala prva akcija. Minilo je 18 sekund in že smo opisali prvi podatek v statistični rubriki udarcev v okvir gola. Poskusil je Ibrahimi z 18 metrov, Nenezić je bil takoj osredotočen na svoje naloge. Potrditev uvodne ofenzive v obliki gola še pred iztekom 9. minute, po matu v 3 potezah. Mezga je dvignil žogo čez prvo obrambno linijo, Komazec z glavo podaljšal čez zadnjo, Ibrahimi pa s pravočasnim otekanjem v kazenski prostor med branilci prišel sam pred Nenezića in po spretnem odzivu žogo potisnil mimo njega v desni kot. Vse Koper se stalno zna dobro postaviti, ko prije Ljudski vrt, ampak danes smo hitro zadeli gol in nato se nam je odprlo, poklopa se naša igra in niso imeli šans. Tudi po golu je bila podjetnejša ekipa v vijoličastem, tako da se je zvrstilo več domiselnih akcij. Mejaču je v tej uspel prodor po desni strani in zaključek z levo nogo. Koprski vratar je z nekaj težavami žogo odbil do Berića, ki pa je stal predaleč, da bi lahko zadel v obetavnejši situaciji in je nameril čez prečko. Aktivni Mejač je bil pogosto v ofenzivni vlogi. Ko je naslednjič ušel tekmecem, je ciljal po tleh, Neneziću pa je uspelo posredovanje z nogo. Najbolj obetavna situacija za povišanje vodstva pa v 41. minuti. Cvijanović se je otresel spremstva na desni strani, po prodoru podal po tleh v kazenski prostor do Mezge, ki pa je nastreljal Nenezića. In Koprčani kljub hitro prejetemu golu niso naredili veliko odmika od predvidene taktične postavitve, ki je temeljila na obrambni igri. Edini poskus v prvem polčasu smo tako zabeležili v 7. minuti, do zaključka Brečević, a ni bil dovolj natančen. Gostje so do edine resnejše priložnosti na tekmi prišli v 55. minuti, ko je podal Goberac. Pučko se po uspešnem sprejemu v kazenskem prostoru znašel sam pred vratarjem, vendar je bil zmagovalec dvoboja z izjemnim posredovanjem Handanović. In od tukaj naprej spet vse znova le v znamenju vijoličastih. Trenutke odločitve je napovedovala spretna akcija. Ko je z leve v kazenski prostor podal Viler, Mezga se s 14-15 metrov ni obotavljal z udarcem, toda pred golovo črto se je izkazal Nenezić. Iz naslednje akcije pa gol. Ibrahimi tokrat v vlogi asistenta podal je v 5-metrski prostor, kjer je Komazec najprej z glavo usmeril žogo v levo vratnico, a se je odbila nazaj prav do njega. Potem pa ni bilo več ovire, ki bi preprečila povišanje vodstva. V znamenju vodilne ekipe prvenstva tudi končnica. Črnic, ki je le nekaj minut predtem vstopil v igro, je kot naslednji spravil na preizkušnjo Nenezića, ki je po udarcu z 18 metrov že bil skoraj premagan, a je še uspel v padcu z nogo preprečiti žogi pod mrežo. Še vedno pa je ostalo dovolj časa, da se žoga tretjič znajde v koprski mreži. Bila je 3. minuta sodniškega podaljška, ko je zadnjo akcijo na tekmi začel Tavares s podajo do Črnica, ki je spravil žogo do Ibrahimija na razdalji 20 metrov od gola, ta pa s filigransko natančnostjo nameril tako, da je žoga preletela vratarja in končala v mreži.
Kot sem že rekel, tudi proti tekmi z Goricem, da je to zasluga cele ekipe in še enkrat bom ponovil to, da ni pomembno, kdo zadane, važno, da Maribor zmaga, ker zelo smo motivirani pred vsako tekmo in vsi pridemo na priložnost na gol in kdo bo zadev sploh ni pomembno. NK Maribor, Luka Koper, 3-0, 3 zadetki za nove 3 točke in za novo slavje v Ljudskem vrtu. Zdaj sledita 2 dneva premora oziroma za treninge, v sredo pa že v Domžale opraviti še eno pred tedni preloženo ligaško obveznost.